Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu je papež Frančišek dejal: Cari fratelli e sorelle, Dragi brati in sestre, seguo con viva attenzione pozorno spremljam delo podnebne konference, ki poteka v Parizu, in mi prihaja na misel vprašanje, ki sem ga postavil v okrožnici Laudato Si. Kakšen svet želimo posredovati tistim, ki prihajajo za nami, otrokom, ki sedaj odraščajo? Za dobro skupnega doma, za vse nas, za bodoče generacije, bi morali v Parizu vse moči usmeriti v zmanjševanje vzrokov klimatskih sprememb in istočasno upreti se revščini ter tako omogočiti razcvet človeškega dostojanstva. Obe izbiri gresta skupaj, tako uveljavitev podnebnih sprememb kot upreti se revščini, da bo cvetelo človeško dostojanstvo. Molimo, da Sveti Duh razsvetli vse tiste, ki so poklicani sprejeti tako pomembne odločitve in jim da pogum, da bodo imeli vedno kot kriterij izbire večje dobro za celotno človeško družino. Sveti oče je nadalje spomnil, da bo jutri preteklo 50 let od nepozabnega dogodka med katoličani in pravoslavnimi. 7. decembra 1965, na večer pred zaključkom drugega Vatikanskega koncila, so bila skupno izjavo papeža Pavla VI in ekumenskega patriarha Atenagore izbrisana iz spomina medsebojna izobčenja Rimske cerkve in Konstantinopolske.